Živijo v novem vlogu, za nami je danes že kar produktiven del dneva. V bistvu smo prevozili že 60 km, ampak to po kar gostem poseljenem delu Gambije, tam južno od Banjula. Tja gor smo šli predvsem zato, ker je tam ena firma, kjer naj bi nafilali plin. Sicer nam ga ni uspelo nafilati, ker bi mogla tam pustiti za en dan jeklenko. Tako da bolj so nama ponudili, da njihovo jeklenko kupova, kar bi stalo 70 €, ker so rekli, da je občutno predrago. Na koncu smo se dogovorili, da sva svojo prazno pustila, eno njihovo oziroma nafilano francosko, sva pa potem kupila za, mislim, da 15 €, se pravi, v bistvu sva kupila drugo jeklenko s polnim plinom, tako da zdaj imamo za dober mesec plina. Ja, ta morska Gambija nama sicer ni glih preveč všeč, ker je to res ful poseljeno in ful turistično. Tudi ljudje so čisto drugačni, kakor so bili na vzhodu, ker seveda radi pol izkoriščajo bogate belce. Tako da ja, sva kar zadovoljna, da smo prvo videli vzhodni del Gambije, ki nam je bil res všeč. Na obali pa ne bomo glih dolgo ostali, tako da bomo danes se zapeljali do mostu, ki ga bomo verjetno v naslednjih dneh potem prečkali, da bomo šli v severno Gambijo. Bomo pa tam južno od mostu prespali na placu, kjer smo že bili prejšnjič, tako da in vemo, da je v redu, tako da ja, nas čaka še dolga vožnja do danes. Mi se že peljamo naprej, danes bomo preko mostu iz Some v Farafeni, se pravi čez Gambijsko reko, šli na severni breg Gambije in se bolj na severnem bregu obrnili spet proti obali. Lahko bi tudi iz obale, mislim, tudi tam na obali voz tudi trajekt čez reko, ampak je kar precej dražji kot most, poleg tega bi mogla iti čez Banjul, do česar nama ni bilo po teh mestih kaotičnih se voziti. In tudi o trajektu samem nisva glih slišala pravganih dobrih izkušenj, pa je tudi dosti kaotičen, veliko se čaka, tako da sva se raje odločila, da bo šla bolj tukaj čez most, pa malo več prevozila po gambijskem podeželju, ker nama je dosti bolj všeč, ker pa tisti turističen del obalne Gambije. Ja, obalni nama res ni bil nekaj preveč. Tudi včeraj se je dokazalo spet, da je veliko boljš potovati po podeželju in neturističnih krajih. Zato, ker na onem bolj turističnem delu Gambije pač ustavil policaj, spet je bila ena izmed mnogih kontrol in je rekel, da pač bo pregledal kemper in je pregledal, ampak je bilo vidno, da pač išče stvar, za katero bo hodil denar. V bistvu je takoj najdel solzivec, ki so ga videli tudi na meji, ko so pregledovali resno kemper in so rekli, da ni nobene panike, ta je takoj ga pospravil v žep, da to pač ni dovoljeno, kljub temu, da sva se prerekala z njim, da pač bi potem nama ga že na meji vzeli v Gambijo in nisva nič dosegla. Je pa pregledal potem tudi še ostale stvari, med drugim tudi denarnice, ampak jih je pregledal samo, odprl je in pogledal, če je not kaj denarja. Po nekem neverjetnem čudežu sta bile obe denarnici prazni, ker sva takrat imela denar v eni drugi torbici. Tako da, ker je bolj videl, da očitno sva totalno brez denarja potem sedelo,
da ne bova plačala kazni ali česarkoli, ampak da bo on samo vzel ta solzivec. Tako da ja, ena negativna izkušnja spet na tistem delu. Ja, to se je zgodilo predvčerajšnjem, ne včeraj. Ja. Včeraj smo bili bolj na mestu, tam kjer smo bili že tudi prejšnjič, ker so vedela, da je tam v redu. In je bilo tudi zanimivo, ker so zjutraj obirali baobabe. To so ta velika drevesa, ki v sušni dobi odvržejo vse liste, v deževni pa pač so zeleni. In imajo tak zelo zanimiv sadež, ki ga bolj dol zbijajo. In noter vsebina tega sadeža je en stiropor zgleda, ampak je tak kiselkasto sladek. In bolj tisto odprejo in ta notranji del zmeljajo z ledom in z vodo in posladkajo in še nekaj okusa zraven dodajo in je neka taka lokalna pijača to. Tako da kar se tega tiče je bilo kar zanimivo, ampak je bil pa hkrati na koncu tudi kar precej naporen dan, ker sem imela skozi pol neke otroke okrog kemperja, skozi so se nekaj hoteli pogovarjati, malo so tudi že fehtarali, tako da ja, je bilo zanimivo, ampak tudi naporno. Sem mislila, da bo bolj samo cel dan sama, da se bo lahko samo izdržavala pa delala, kar sem imela za delati. Ja, te stvari so že zelo naporne ratale, sploh ko moraš delati, se skoncentrirati, rabiš tišino, da ti nekdo čist ves čas te izziva zunaj, ker to je res izzivanje, marsikdaj je res že zelo naporno. Moram pa še reči to glede solzivca, da ja, mi doma imamo drugače solzivec vedno sabo zaradi potepuških psov, ne zaradi varnosti, se v Gambiji in tle na splošno v Afriki počutva čist varno, precej bolj kot marsikje v Evropi, no, ampak ja, mava jih pa zaradi psov. Včeraj je bil zadnji dan v Gambiji, danes jo zapuščamo in bomo prestopili mejo na obali gambijski in šli nazaj v severni Senegal. Tam si bomo pa ogledali oziroma prevozili še delto ene Saloum, mislim, da se imenuje reke, ki si je zadnjič nismo ogledali, tako da nas še to čaka. Smo prišli v Senegal, niti ni bilo tako zelo grozen, ampak ja, spet se pokazali že pred mejo, da smo spet na turističnem delu Gambije. V bistvu sta naj ustavila dva policaja, eden je vprašal, od kje sva, bla bla bla, in potem kar vprašal, če imava še kakšno darilo zanga, kar pač pomeni, da mu dava denar, pa sva rekla, da ne, pa naj jo je spustil naprej. Ta drug je pa hotel videti karnet, ta dokument od vozila in je kar začel tumbati, da bi mogel gor biti štempelj od policije, ker sploh nima nobenega smisla, ker nima veze s policijo, ampak pač je od carine štempelj gor, ko sem mu pač pokazala tudi od prejšnjih vstopov v države štemplje, da so vedno samo carinski, se je pomiril, potem se je odločil, da mu morava pokazati še ta požarni gasilni aparat, ja. Kar sem mu pokazala, pa trikotnik sem mu mogla pokazati, potem pa se ni več spomnil, zakaj bi nameral dal kazen, no, tako da ne več spustil naprej. Ja, na meji je vse skupaj trajalo slabo uro, Gambijci so spet kar precej težili s pregledom vozila, vsa zdravila spet pregledali, tam je najdel ene tablete za malarijo, ki so jih kupila v Senegalu. In je že začel, da to v Gambiji ni brez recepta, da rabiš recept in da ne bi smela tega imeti.
In po, ko sem bil jaz tako cel začuden in sem mu rekel, da kako v Gambiji so zdravila za malarijo, ker je malarija res pogosta, kako je bila tle samo na recept. In pol mi je rekel, da to ni zdravilo za malarijo, ampak itak ni imel pojma. Sem tako malo bolj konkretno zdravilo je zgledal, zato je začel za to težiti. Pa, ko sem mu pa tam pokazal, da ima na robu tega zdravila je bil en komarček narisan, pol je pa sprejel, da je to zdravilo za malarijo in da je v redu. Tako da tudi tukaj v resnici predvsem iščejo kakšne stvari, da bi ti najdel neka prescripted zdravila, se pravi zdravila na recept, zato da bi pa lahko ti od tebe, ker vejo, da so ti nujna taka zdravila in pol za taka zdravila tudi zelo lahko veliko denarja izsilijo. Je pa nasplošno bilo na meji kar zoprno, ker je bilo milijon otrok, ki so skozi težili. Ta čas, ko so pregledovali te avto, je mogla šnof ven in je Nastja zunaj čakala in so v šnof pol jo izzivali in metali v njo in kamne in ostre stvari, tako da še tam en policaj mogel malo narazen dajati, tako da res take, te meje so res take zoprne izkušnje, no. Ja, pa potem še na senegalski strani, čeprav je to velika meja za ful veliko ljudmi in tudi kemperjev veliko gre, oziroma pač tujih avtomobilov, niso znali karneta izpolniti, tako da so naj pol iz ene stavbe v drugo pošiljali, da sem na koncu midva razložila, kam morajo štempeljati in kaj kam napisati, da so na koncu tudi to dali, no. Nama na koncu ni bilo treba nič plačati, ampak v bistvu ta prva za karnet sploh ni vedela, kaj z njim narediti in je sam tako pokazala, greš, vse je v redu. Tako da sem mogla bolj prav težiti tam polnih sobicah, da so nama izpolnili karnet, ker moraš imeti pa izpolnenega, ker imaš pol tekom v državi imaš pol lahko kontrole, v bistvu so nama zdaj takoj čez mejo že enkrat preverjali, če je izpolnen, tako da. Ja, in pol pri izstopu iz države ga še enkrat štemplajo in ja. Malo si sam odvisen. A boš vse papirje v redu zrihtal na meji, oni se ne bojo preveč s tem ukvarjali. Današnji dan je bil kar precej bolj naporen, kot sva ga planirala. Planirali smo prevoziti 71 km, na koncu smo prevozili skoraj še enkrat toliko. V bistvu smo šli čez to delto tukaj in na tem delu Senegala na sever, predvsem zato, da bi lahko nekje bili blizu enih mangrov, ampak ko smo hoteli tja iti, smo se znašli pred enim lesenim mostičkom, kjer si res nisva upala s kemperjem čez iti, ker je bil res lesen most na kolih, in tudi domačini so se večinoma vozili samo skuterji takrat čez, sicer mogoče kakšen lahek osebni avto bi zdržal, ampak s kemperjem res nisva hotela izzivati. Tako da pa smo šli naprej in sva hotela še naprej kaj najti, potem kakšen v redu prostor, ampak tam so se pa pol začela dela na cesti in to izgledalo tako, da je bila z ceste dol speljana pista, in sploh nisi mogel nikamor zapeljati levo, desno, tako da so se mogla kar une piste ves čas držati, edino kjer se je dal dol zapeljati, je bilo v vaseh manjših, kar pa nama ni bilo glih za prespat, tako da zato smo na koncu kar precej več prevozili, da smo na koncu tlele najdel en prostor, kjer je možno prenočiti. Ja, pa tudi vožnja je kar dolgo potekala, ker so pač te piste bile zelo slabe, tisti del, kar je bilo pa ceste, so pa naredili toliko višji, da pač po afriško ni bilo nobenega izvoza narejenega in ja,
je trajalo vse skupaj. Ja, smo pa tudi takoj, ko smo semle parkirali, smo najprej mogli cel kemper z mokro krpo prebrisati, ker je bilo posod 2 cm spet tega prahu in to je bilo treba res prav z gobico za posodo pomivati, drgant, da je res šlo stran, ker se kar zažre noter v vse pore tal. Ja, tako da je bil kar naporen dan. Sva se pa spomnila še, da morava povedati, da sva midva drugače že, ko sva bila še v Evropi, okrog tistega nosilca, ki ga imava zadaj na kemperju, kjer je gor ta kanta z bencinom oziroma z nafto. Sva napeljala bodečo žico, zaradi tega, da se ne bi slučajno kdo gor obesil, kakšen otrok, ker bi lahko pač celo stranico kemperja odtrgal. In takrat se nam je to zdela tako kar zelo kruta rešitev, ampak res nisva vedela, kako bi drugače to preprečila. In ja, v glavnem moram povedati, da se je izkazala zelo pametno odločitev, zato ker tukaj v Gambiji predvsem se je parkrat zgodilo, da so se otroci kar začeli ful obešati po kemperju in plezati gor po lojtri, tako da še dobro, da je bila ta bodeča žica, da se niso tam gor obesili. Enkrat je se celo zgodilo, da sva mogla dejansko, da sem jaz zunaj hodila, da sem jih odganjala, zato ker pač niso sploh mogla speljati, ker se je toliko otrok naenkrat zadržalo lojtre zadaj. Ja, tako da za naslednje potovanje po Afriki bo cel kemper v bodečo žico ovila. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio.